Spoštovani gledalci, dragi gledalke, dober dan voščim in en lep pozdrav. Pred nami je še zadnji del 9. kroga prve lige Telekom Slovenije. Danes torej še 3 tekme in prva že v Kranju, kjer se bosta pomerila Triglav in Rudar iz Velenja. To je obračun dveh zanimivih ekip v dosedanjem poteku tega prvenstva. Je gostujoči trener Marjan Pušnik sicer lahko malce manj zadovoljen. Visoko pritiskajo na Triglavane, sedaj se je tam Mlakar dobro otresel tega pritiska, pa poizkus proti napada. Sam je Tijanič na levi strani, Tijanič izglava, Tijanič v napadu Trifkoviča, Foakva je lepo našel Juriča, Jurič v sredino, nikogar ni tam od njegovih soigralcev, Foakva je le dobil to žogo. To se je sicer žoga zatresla, toda takoj smo videli dvignjeno zastavico, takole še v počasnem posnetku. Črnčič na mestu tam Mlakar in 11 metrov, kot kaže, je z roko igral tam Kumar. 11 metrovka je res prava priložnost tudi za domačega oziroma gostujočega kapetana. Trifkovič in Čadež, Trifkovič s prvim zadetkom v tej sezoni. Damjan Trifkovič je torej povedal v 29. minuti gostujoče nogometaše v vodstvo. Bolha na levo stran. Črnčič ponovno, Črnčič pa Kamara. Kamara je z Nartom. Ima sedaj dovolj prostora in časa za dober predložek. In 11 metrovka je to. Deni Jurič je bil med dvema igralcema Rudarja, rumeni karton. In Marko Gajič bo izvajal to 11 metrovko za domaček. Gajič je zatresla se je mreža Marka Pridigarja, tu je izenačenje v Kranju in v tem trenutku seveda bolj zadovoljni domači navijači, kajti takole hitro na začetku drugega polčasa so uspeli Aliča, povratna žoga do Trifkoviča. Trifkovič, dva igralca Rudarja sta tam v kazenskem prostoru. Sedaj še Radič in izvrstna obramba Luke Čadeža. Gostujoči trener Marjan Pušnik srečno roko, kajti Radič je takoj ogrozil vrata in pa mrežo Triglavanov. Še vedno kot in v tem trenutku najvišji v skoku tam številko 24. Pušnik, ki je takole povedal Rudar v vodstvo z 2-1. Ja, že v tisti prvi akciji. Radič ponovno, Trifkovič se je priključil, Trifkovič gre sam, Alič je pred Trifkovičem, Radič strelja, pa ponovno dobro, Luka Čadež. Zelo naporna tekma, tole je tretja v nizu, v bistvu četrta v nizu zelo napornih tekem, vendar pa mislim, da smo zelo dobro igrali, da je fanti njen kaj zamer, dali so vse od sebe. V prvem polčasu pri rezultatu 0:0 smo imeli še 3 izrazite priložnosti, se pravi v prvem polčasu smo imeli izrazite priložnosti, v drugem polčasu, tako da nekako, jaz mislim sam, da je bila nekako sporna 11 metrovka pri prvem golu. Mislim, kogarkoli, mislim, da je bilo izven 16 metrov in to je dobesedno nasprotni gostujoča ekipa, sploh do takrat ni imela nobene priložnosti in so realizirali z 11 metrov. Po drugem polčasu smo dobesedno šli na vse ali nič, dobesedno smo se hoteli vrniti v igro, poskušali smo, vendar pa na koncu izgubili. Čestitke mojim fantom za trud, za zmago po dolgem času. V zadnjem času smo začeli igrati tekme dobro, pa nismo imeli kančka športne sreče v zadnjih 2 tekmah. Danes bom rekel, dober polčas, pa še boljši drugi. Imeli smo izrazite priložnosti, lahko bi še večkrat zadeli. Tudi Triglav je imel 2-3 svoje. Na koncu mislim, da je naša zmaga zaslužena, nagrada
za trud fantov na treningu, kjer gre dobro, kjer se trudijo. Jaz upam, da bo sedaj to tudi pomenilo en tisti psihološki moment, da bodo fantje vedeli, da so dobri, da znajo odigrati, da bodo igrali bolj sproščeno, še naprej borbeno. Jaz upam pa, da bolj sproščeno in pa bolj efektivno.